Spoštovani, direktor inštituta Jožef Stefan, profesor dr. Leon Cizelj, predsednik organizacijskega odbora, profesor dr. Matjaž Gams, predsednica programskega odbora, profesorica dr. Mojca Ciglarič, cenjeni nagrajenci, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe kot njegov predsednik, predstavnik obrtnikov in podjetnikov ter seveda v svojem osebnem imenu. Tokratna že 28. mednarodna multikonferenca Informacijska družba, kot tudi vse pretekle izvedbe predstavljajo eno izmed priložnosti za srečanje računalništva, informatike, inženirstva, družboslovja in humanistike v Sloveniji in širši regiji. Za uspešno organizacijo in vašo vztrajnost vam iskreno čestitam. Vaš doprinos omogoča, da Slovenija ostaja odprta in napredna. Živimo v času, ko digitalizacija in umetna inteligenca postajata motor sprememb v vseh sektorjih, od gospodarstva, zdravstva in izobraževanja do skrbi za okolje in družbenih odnosov. Prav zaradi svoje interdisciplinarnosti je ta dogodek poseben. Ne ponuja le tehničnih rešitev, temveč odpira tudi ključno vprašanje: kako naj tehnologije služijo človeku in družbi? Republika Slovenija in Evropska unija nedvomno prepoznavata ključno vlogo znanosti, informatike, inženirstva ter širše raziskovalne sfere pri oblikovanju trajnostne, konkurenčne in odprte družbe. Investicije v raziskave, razvoj in inovacije so temelj nacionalne in evropske vizije, ki stavi na znanje kot strateško vrednoto. Evropska strategija digitalne preobrazbe, spodbujanje umetne inteligence, podpore startupom, inovacijskim ekosistemom in razvoju tehnoloških rešitev jasno kažejo, da se znanstveni in tehnološki razvoj ne dogaja ločeno od družbe. Njegov glavni cilj je izboljšanje kakovosti življenja ljudi, konkurenčnosti, gospodarstva in trajnosti okolja. Slovenija aktivno sledi tej poti in se uspešno umešča v globalni raziskovalni prostor, kar dokazujejo tudi sodelovanje na področju vesoljske tehnologije, kvantne fizike, umetne inteligence in digitalnih omrežij. V tem kontekstu se moramo fokusirati na področja, kjer lahko znanje in inovacije prinašajo največji družbeni in gospodarski učinek. Letošnja multikonferenca se je med drugim osredotočila na izzive, ki jih prinaša digitalna preobrazba zdravstvene nege. Osebno sem prepričan, da mora biti pacient vedno v središču. Digitalizacija pa naj bo orodje, ki zdravnikom in sestram prihrani čas, ki bo lahko namenjen bolniku. Učinkoviti registri in pametne rešitve niso cilj sami po sebi, temveč sredstvo za kakovostno, dostopno, cenovno optimizacijo in pravično obravnavo vsakega pacienta. Obravnavali ste tudi pereča vprašanja okoljske trajnosti. Razprave o ravnovesju med kmetijstvom, industrijo in varovanjem okolja nas opominjajo, da zelena tranzicija ne sme pomeniti izgube konkurenčnosti ali energetske varnosti. Se lahko kot družba res odpovemo hrani in energiji zaradi premalo domišljenih ukrepov? Zeleni prehod mora biti priložnost za nove tehnologije, ki bodo Sloveniji omogočale samozadostnost in preprečile energetsko revščino. V tem kontekstu velja spomniti na posvet Kmetijstvo je varuh narave, znanstveno podprto, ki ga je organizirala Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pomembno vlogo pri njegovi izvedbi je imel tudi profesor dr. Matjaž Gams, ki je sooblikoval program ter kot urednik pripravil zbornik prispevkov.
Rezultati tega posveta so jasno pokazali, da kmetijstvo ob pravilnem upravljanju ni problem. Namreč rešitev, skrbnik okolja, varuh biotske raznovrstnosti in temelja prehranske varnosti. Drugo pomembno vprašanje, ki ga ne smemo spregledati, je dolgoživost. Razumeti jo moramo kot velik uspeh znanosti, a hkrati kot izziv za pokojninski sistem in zdravstveno politiko. Ali bomo pravočasno povezali znanost in politiko, da zagotovimo starejšim kakovostno in dostojno življenje? Vsekakor si moramo za to prizadevati. Omeniti velja tudi področje vzgoje in izobraževanja, od vrtcev do univerz tretjega življenjskega obdobja. Digitalna pismenost je danes osnovna veščina, ki mora biti dostopna vsem. Vlaganje v znanje in raziskave je vlaganje v boljši jutri. Tako nedavni vstop Slovenije v Evropsko vesoljsko agencijo kot vključitev v CERN predstavljata priznanje našemu znanju in odprta vrata do najsodobnejših tehnologij, vrhunskih raziskovalnih projektov in globalnega trga. Pridružitev v CERN-u je rezultat dolgoletnega prizadevanja raziskovalnih inštitutov, med katerimi ima posebno mesto tudi Inštitut Jožef Stefan. Inštituti ste vzpostavili temelje za sodelovanje, ki danes odpira vrata tudi slovenskemu gospodarstvu, še posebej malim in srednjim podjetjem. Če Silicijevo dolino pogosto označujemo kot svetovno središče podjetništva in tehnoloških inovacij, potem CERN predstavlja njen znanstveni ekvivalent. Laboratorij prihodnjih desetletij, v katerem nastajajo prelomne tehnologije in odkritja, ki bodo oblikovale prihodnost človeštva. In Slovenija je del te zgodbe. To je tudi sporočilo današnje konference z znanjem in sodelovanjem, ter z zdravo mero drznosti. Lahko soustvarjamo svetovne preboje. Spoštovani, razvoj ne čaka. Če ga ne soustvarjamo, zaostajamo. Multikonferenca Informacijska družba 2025 je dokaz, da premoremo kompetence, voljo in vizijo, da stopamo skupaj s svetom in kdaj tudi korak pred njim. Vsem sodelujočim se zahvaljujem za razprave in navdih. Iskrene čestitke nagrajencem. Želim vam veliko poguma pri sooblikovanju prihodnosti, ki bo digitalna in hkrati človeška. Hvala lepa.